Moje ime je Ervin Hladnik Milhačič, jaz sem po poklicu novinar in sem padel v to godljo izključno zato, ker sem videl film in sem potem predstojnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, dr. Lukšič Hacinovi, omenil, da se film ukvarja z objektom njihovega znanstvenega raziskovanja in priporočil pogovor, ki ga je organizirala programska skupina Dediščina na obrobju. To je prva medinštitutska programska skupina ZRC SAZU in to je njihova prva javna prireditev. Jaz sem tukaj samo šofer avtobusa, gosti današnjega večera so Gregor Božič, režiser filma o zgodbah pod Kostani, dr. Aleksej Kalc, ki je zgodovinar migracij, Donatela Rutar iz Špjetra Slovenov, ki je organizirala enega najlepših muzejev v slovenščini zunaj meja Slovenije, je v Špjetru Slovenov, neverjetna institucija, smo, stopiš tja in naenkrat se zdi, da si sred Manhattna. Ta naša podoba Rezije in dolin se naenkrat razblini v neko modernost, kjer ni ljudskih plesov, ampak samo digitalne prireditve na ekranih. Levo od mene je dr. Janoš Ježovnik, jezikoslovec in Živa Žigon, ki je prva ravnateljica Gruden, se opravičujem, med vsemi imeni sem se zgubil, prva ravnateljica dvojezične šole v Špjetru Slovenov. Zdaj, film Zgodbe izpod Kostanjev nam zastavi eno zanimivo vprašanje, kako se iz Rezije izseliti v Avstralijo. Ko gledamo, moramo biti potrpežljivi, zato ker odgovor na to vprašanje dobimo še na koncu filma. In kar je še posebej lepo, film je pa zelo lep, je, da tudi vprašanje dobimo šele na koncu, ne samo odgovora. In režiserja bi najprej vprašal, od kje je prišla ta zgodba. O Reziji v resnici v teh koncih zelo redko kaj slišimo, če dobimo ljudske pripovedke in skoraj nič več. Odkot je prišla ideja za umetniški film? Ja, najprej hvala, da ste nas povabil. Pa tistim, ki filma še niso videli, lahko rečem, da je v Ljubljani zadnjič to nedeljo ob 5. popoldan v Kinodvoru. Mislim, da ga potem v kinu nekaj časa ne bo za videti in je škoda, ker je film za ga videti v kinu. Da moram popraviti, ni Rezija, Benečija, ne? Se pravi, Rezija je potem še, vmes je še Terska dolina in pol je šele Rezija. In je to dober pravzaprav začetek, ker se mi zdi, da vsaka od teh dolin je zelo specifična, so si različne med sabo. Jaz sem vse tri v bistvu videl. Zdaj, kdaj točno, ne vem, smo se zadnjič pogovarjali s hčerko Donatele, videl na nekem drugem pogovoru in me je v bistvu spomnila, da sem jaz z Benečijo se ukvarjal že v bistvu bistveno prej, ko sem mislil, ker jaz sem dolgo časa mislil, da sem se začel ukvarjati s tem, ko sem se začel ukvarjati s starimi sadnimi sortami na Goriškem. Ker mi smo tam na Goriškem, imamo en projekt, ki je, ko bi rekli Angleži, ongoing, da bi v bistvu našli še vse tiste stare sadne sorte, ki so bile zelo pomembne za ta prostor časa Avstro-Ogrske in jih pač ohranili in hkrati, da bi to oživili, ker malo je postalo jasno, da so bili tej kraji, pač, ki so privilegirani zaradi klime, da je bila sadjarska dediščina, pravzaprav kulturna dediščina tega kraja. In s tem sadjem je bilo povezanih kar nekaj zgodb in od tu so se tudi na nek način rodile zgodbe iz Kostanjevih gozdov. Sem pa jaz na Benečijo naletel že kar nekaj let prej, po mojem koncu srednje šole, ker sem spoznal dva človeka, zelo dragocena, Oskarja in Vando Pavletič. Ona dva sta se dolga leta borila za to, da bi vas Jeremitišče ne bila razlaščena. Vas Jeremitišče je vas ob Stari Gorici, v bistvu na italijanski strani, tam, kjer so delali Italijani in ga v bistvu tudi naredili avtoporto. In ona dva sta se šla dolga leta, pravzaprav en političen boj,
In jaz sem takrat še z enim kolegom, režiserjem, pravzaprav nekaj časa snemal to in iz tega ni nastal noben projekt. Ona dva sta nas peljala v Benečijo kot prikaz nekega prostora, ki je bil v nekem vakuumu, tudi zaradi govorice, ki je tam ostala mimo zdaj seveda slovenske šole, ampak govorimo predvsem o tistih vaseh ob reki Idri, tisto sem najprej spoznal, se pravi v bistvu Kodrmaci, pa Oborča in tako naprej, ker so govorili nek ta dialekt, ki je bil za moje pojme nekontaminiran, ne? Se pravi, ni bil kontaminiran s knjižno slovenščino, ni bil kontaminiran z italijanščino toliko, ker je zvenel zelo podobno recimo nekemu dialektu, ki bi ga govorila lahko moja nona v Brdih, pač to sta vseeno meječi pokrajini. In od tam v bistvu je pol preko vseh teh zgodb, preko tudi literature o teh krajih je vedno bolj rasel nek interes, da bi se tam o Benečiji nekaj naredilo. In najprej je bila tudi ideja, da bi se delal prav dokumentarni film o Benečiji, ki bi bil dosti bolj političen, dosti bolj, kako bi rekel, verjetno ne bi bil tako lep, kot so zgodbe izpostavljenih gostov, ker enostavno, ko raziskuješ tiste kraje obmejne, priješ tudi na, bi rekel, vse te zapuščene kasarne, priješ tudi na neko malho drugih informacij, ki so, bi rekel, ja, čist nekaj drugega, kot je film zdaj. In ideja za narediti tak film je pravzaprav rasla skupaj s temi starimi sadnimi sortami, ne? Zato, ker enostavno, jaz sem prišel v stik z dosti ljudmi, ki so mi govorili o teh sortah, a hkrati so mi pa povedali še en kup teh zgodb. In pol je še tretja stvar, ki je zelo važna za ta film, je knjiga Centra študij Nediža o fotografu Tim Piernu. To je bil fotograf iz vasi Trčmun, ki je v bistvu bil edini pravzaprav tam pravi fotograf za te vaščane, ki so si doskrat šli narediti fotografijo za potni list, da bi lahko emigrirali. In v bistvu, kar je fascinantno, je, da doskrat je bila to tudi edina mogoče fotografija, ki so jo imeli, taka, ne, ker v bistvu pol si imel fotografa v Čedadu, to bo verjetno boste vi bolj znali povedati, če je to res ali ne, meni so to tako povedali. In potem so te fotografije, kar je on v enem trenutku se nehal ukvarjati s fotografijo in to, in v bistvu so pol te fotografije ostale v predalu in sin je to prenesel v Centru študij Nediža, ne vem, v 90-ih letih mogoče, ja, mogoče še malo kasneje, in oni so naredili potem eno fenomenalno stvar, da so to razstavili v Čedadu in da so se ljudje, no, skratka, tam je enih 2300. Ja, tisto, ki je naredilo potem on Alvaro in... Tako, in tam je enih 2300 fotografij in vsaka fotografija je od drugega človeka, tako da vi imate eno enciklopedijo obrazov, ki so živeli tam v 50-ih letih, je neverjetno. Ne? In oni so naredili razstavo in so v bistvu snemali, če je kdo se koga spomnil. In v bistvu so potem te zapiske dali tudi v knjigo in ta knjiga je neverjetna in tam so take zgodbe, ki so res neverjetne, mislim, res se splača pogledati to knjigo in noter v tej knjigi je kar nekaj navdiha tudi za film. In film je o ljudeh, ki odhajajo na različne načine. Se opravičujem, jaz v teh krajih nikoli ne vem, kje sem. Mislim, v Špetru, Slovenov sem iz Sanjane, kje sem. Če pridem iz Kobarida čez, mislim, sem nekje na drugem planetu in nikoli ne vem, v katerem jeziku govorim jaz in v katerem jeziku govori Donatella. Mislim, to je področje čudežev. Ampak film govori o odhajanju. Ne? In mi zdaj bom na doktor Kalca naslovil vprašanje, nekaj vemo, ne, o tem, kako so ljudje odhajali. Ne. Vi ste Tržačan in Trst je kraj, od koder so šli parniki po svetu. Ne. To nekako vemo. Ne. Vemo tudi, kako so se Slovenci tja izseljevali, predvsem Slovenke iz Primorske v Aleksandrijo in Kairo. Ne. To zgodbo zdaj malo bolj poznamo in vemo, da Trst je bil izhodišče v svet. Ne. O izseljevanju iz Benečije, iz Kanalske doline in iz teh krajev vemo pa v resnici zelo malo. Ne. In bi vas prosil, če nam lahko nekako sežamete zgodbo o izseljevanju iz tistega dela Italije današnje, kjer živijo Slovenci, zato da dobimo kontekst filma. Torej, če govorimo o izseljevanju, govorimo zlasti o obdobju po drugi svetovni vojni, ker moramo namreč
ko govorimo o Benečiji, razlikovati med izseljevanjem, ki je privedlo do take Benečije, kot jo poznamo danes, to se pravi do nekega območja, ki je doživelo izredno močno depopulacijo. Do te depopulacije se je začela že po prvi svetovni vojni, ampak je prešla v svojo najbolj akutno fazo v 50-ih, 60-ih letih 20. stoletja, to se pravi v 2 desetletjih po drugi svetovni vojni, ko je to območje izgubilo več kot polovico svojega prebivalstva zaradi, ne samo direktno zaradi izseljevanja, zaradi odhajanja, ampak tudi zaradi negativnih demografskih posledic, ki ga ima odhajanje, množično odhajanje prebivalstva in torej probleme reprodukcije. Ampak migracije so nek splošnejši pojem, ki ga v teh območjih najdemo že zelo zgodaj, že prej je bila omenjena Rezija, v Reziji vsaj od 16. stoletja. V beneški Sloveniji poznanih virih vsaj od 17. stoletja dalje. Ampak ni šlo za izseljevanje, ampak je šlo za, bomo rekel, začasno odhajale, v glavnem sezonsko ali pa nekaj letno odhajanje ljudi, pretežno moških, ki so zato, da bi zagotovili svojim družinam in celotnemu območju zadostne preživetvene vire, se morali naslanjati na tako imenovano zunanjo ekonomijo. Torej, kot veste, je Benečija, kot tudi Rezija, kot tudi Terske doline so hribovito območje, torej predalpsko območje, in kot vsa predalpska in alpska območja imajo to značilnost, da so lokalni agrarni in gozdno-pašniški viri zelo omejeni in ne vzdržijo večjega števila prebivalstva. No in zaradi tega je že zelo zgodaj, kot sem omenil, v 16. 17. stoletju se je začelo to postopoma množiti, to začasno odhajanje na delo oziroma izvajanje določenih poklicev ob sezoni, ponavadi v zimskih mesecih. To se je potem v 19. stoletju ta vrsta izseljevanja zelo močno povečala, zaradi tega, ker ljudje niso odhajali samo kot brusači, kot trgovci, torej v teh poklicih, ampak so čisto enostavno se zaposlovali recimo v gradbeništvu, v velikih mestih, pri gradnji velike infrastrukture, zlasti v srednji Evropi. In toliko, da povem en podatek, recimo v letih pred prvo svetovno vojno je iz Rezije odhajalo sezonsko na delo 40% prebivalstva. In ker odhajali so v glavnem samo moški, lahko sami izračunate, da so odhajali na delo skoraj vsi moški. Ampak še prej, recimo za Benečijo zelo značilno je bilo popotna trgovina, ki so ji rekli guziranje, kar izhaja iz nemške besede hausieren, to se pravi pohiševanje, se je temu reklo takrat, oziroma pozneje v slovenskem jeziku. In značilno je to, da so recimo v 18. in 19. stoletju iz beneških dolin, iz nadiških dolin, organizirani v kompanije množično preprodajali papirdate izdelke, to se pravi svete podobe in ornamentni papir za največjo tovarno in tiskarno v Beneški republiki, ki je bila tiskarna Remondini v Bassano del Grappa. No in Benečani so bili, danes bi rekli, distributeri teh artiklov po celi srednji in balkanski Evropi. Tako da danes, če greste v kakšen muzej, recimo na Češkem ali pa na Moravskem ali pa tudi drugod, lahko naletite tudi na te podobe iz tistega časa. No, to je bila ena tipologija migracije. Migracija, ki ljudje niso stalno zapuščali svojih domov, so odhajali sezonsko ravno zato, da so omogočali preživetje v teh vaseh, v teh krajih. In ne samo preživetje, če gledamo tudi demografijo, so celo omogočili, da se je prebivalstvo množilo občutno več, kot je bila ekonomska zdržljivost tega območja. Po prvi svetovni vojni se ta sistem, ta model začne malce
šepati, ne? Zato ker prvič zaradi tega, ker se spremenijo torej evropska politična geografija in zato se zaprejo dostop do mnogih držav, ki so bile prej cilji izseljevanja. Drugič, ker je tudi italijanska fašistična politika bila anti-emigracionistična, se pravi, je nasprotovala in ni dopuščala izseljevanja v tujino in je nekako podpirala zadrževanje prebivalstva, zlasti kmečkega prebivalstva na kmetih. Ampak potem je nastopila druga svetovna vojna in čas po drugi svetovni vojni in spet nove razmere, ko ta tradicionalna gorska družba in osnovana na tej ekonomiji, bodi si lokalni kot tistemu delu ekonomije, torej tistih iskanju dodatnih virov zaslužka v izseljenstvu, ni več zdržalo in se je začela stalno odhajanje, stalno izseljevanje. Ne? In to stalno izseljevanje je vodilo bodi si v notranjost Italije, bodi si v Švico, bodi si v Francijo, v Belgijo, mnogi ali pa večina ali pa najštevilnejša skupina, no? Najpogostejši poklic je bil rudarski poklic, ne? Ampak tudi zidarski poklic, cela vrsta drugih poklicov. Ne? In potem zaradi tega se je potem tudi ta migracija ni bila več samo sezonska, ni bila več samo letna, ampak je postala daljše, trajnejša in zaradi tega je potegnila za sabo tudi drugo prebivalstvo in torej tisto prebivalstvo, ki je prej ostajalo doma, ne, je potem se združilo z svojimi, mislim, je prišlo do združitve družin in se je začelo to trajno odseljevanje. To trajno odseljevanje ni bilo samo kako bi rekel, vzroki tega niso bili samo socialno-ekonomski, torej socialno-ekonomski so bili v temeljih, ampak so bili tudi politični. Ne? Torej Benečija, tudi Rezija, tudi Terske doline, torej so obmejni prostor, ta meja, vemo, kaj je takrat pomenila, ni bila samo nacionalna meja, ni bila samo državna meja, ampak je bila tudi meja med dvema političnima blokoma, ne, med Zahodom in Vzhodom in prebivalstvo Benečije in tudi Rezije in Terskih dolin je imela recimo za italijansko državo še ta negativen predznak, da so bili pripadniki nekega drugega naroda, torej slovenskega naroda, ki slučajno je dobil tudi, mislim, Slovenci kot Jugoslovani so pridobili še v očeh recimo italijanske politike še ta dodaten predznak, da so bili seveda pripadniki in pristaši torej nasprotujočega socialno-političnega režima, ne, torej socializma in tako naprej. In to je vse pomagalo, poleg tega pa militarizacija tega območja, ne, torej Benečija je prav na meji tega območja, torej konfrontacije med vzhodnim in zahodnim blokom, to se pravi, da je prišlo do izredno močne militarizacije tega območja, kar je pomenilo tudi prepoved in prikrajšanje za vsakršno možnost razvoja na tem območju. Ne? No in vse to je pripomoglo k temu, da medtem ko so drugod v furlanskih hribih v tem območju prebivalstvo je padlo za 20, 25 do 30%, ne, je v Benečiji in delno tudi v Reziji padlo za več kot 50, celo 55%. Ne. Tako, s tem bi jaz zaključil ta moj poseg. Hvala. Najlepša hvala, to je bilo obširno in vse obsegajoče. Hvala, tako da vemo, kam smo se naselili. Donatella, vi ste eden teh ljudi, ki je ostal, ne, v teh krajih. Pa niste samo to, jaz vem, da ste vi ena glavnih kulturnih organizator velikih prireditev v vaseh, v hribih, tam Furlanije, Julijske krajine, ne, ampak to, kar me je najbolj pritegnilo, je muzej, ki ste ga postavili v Špetru. Ne, in ta muzej je, če se niste bili tam, to je nekaj fantastičnega. Tam knjige govorijo, tako vzamete knjigo Antonele Bukovac, jo daste na mizo in spregovori se Io fossi il vento, najprej v italijanščini in potem v slovenščini, ker je dvojezična pesnica. Ne. Tam je najslavnejši goriški
pisec, ne, ko bi rekel, nosilec italijanske kulture, govori na filmu, se kliče Hans Kitzmiller, ne, tam v nekem kotu govori burja, sedite na nekem stolu in slišite in vidite burja, po mojem to je eden redkih krajev, ker je mogoče noter videti burja, ne pa zunaj. Ne. In potem je nek ogromen radio, kjer je mogoče slišati glasbe od 19. stoletja tam v Kanalski dolini do Tržaškega repa. Ne najdem besed, no, ampak nekako približno tako izgleda. Tako se splača iti v Špetr Sloveno to pogledati. Ne. Vi ste to naredili, ne. Vi ste ohranili spomin na marsikaj. Ne. Ampak tako, najprej bi vas vprašal, kako vi ste odraščali v času, ko so ljudje odhajali. Ne. Kaj vas je naredilo, kako ste odrasli, kaj vas je pripeljalo do tega, da ste potem svojo pokrajino dali v nek prelep prostor? Allora, Bijala, da telo bi bilo moje življenje, allora moram biti tudi malo duha skrajšan. Ja, skrajšan, ker se ložem fajno notar v tiste, ki je pravil prej Aleksej. Jaz sem se rodila 63. leta, tako da je bil prav tisti cajt, kjer vse je bilo tako hudo in tako hrdo pri nas v Benečiji. Okoli mene, moja družina in vsi so samo slovensko govorili. Moja mama, jaz se oproščam za nareče, ampak se ne oproščam. Tela je naša slovenska beseda, ki imamo v Benečiji in bom tako govorila. Tudi tela beseda za mene je bila prepovedana. Zakcajti so bili tajši. Hladna vojna je bila v tistem času, kar sem bila mikena in ni bilo prepovedano malimi govoriti po slovensko. Tako da tudi moja mama in moj tata so me imeli zelo radi, so mi jali, zato je boljše, ne boš govorila slovensko. Nauči se fajno v italijanščini in potlej tudi ti boš šla. Zak tista je bila pot, se je šlo. In nič, jaz sem bila normalna žičisa, sem študijala, sem šla v šolo in počaso, pero že na 14 let sem šla proti moji družini, ker so vprašali zmerano v družini, da bi podpisala, da sem proti slovenske kulture in slovenski jezik in da mi ne govorimo slovenski jezik, so mi jali ložitle in podpis. Jaz sem imela tiskrat 13 let, se napraša, no če čisto tako mikro, da podpiše ki. In nisem odgovorila, ne bom podpisala. V družini so vsi ostali, ko da ne podpišeš. Stric te praša za podpisati. Jaz nisem podpisala. Od tisti večer, kjer tu v kuhinji nisem podpisala, sem ratala tu en trenutek sovražnikom v moji družini. Jaz nisem vedela fajno, za ki nisem podpisala. Se mi zdelo, da ni prav podpisati. Da nisem tako, da mi ni jasno nič, da vsi okoli mene govorijo po slovensko, za ki, kaj je, za ki ne gre. Ne? In tako, počaso sem se približala na društvi, ki so bili v Benečiji, na Rečan, ki je bil v moji vasi. Prvi društvi so se prihibali za ohranjanje naše, vse tiste, ki smo imeli. Malo smo imeli, ampak je bilo že puno, če se gleda, da vsi so hoteli uničiti vse. In tako proti moji družini sem začela to mojo pot. Sem začela pijeti v enem zboru, zmeren zbor Rečan, hoditi na seje, počaso, ni da sem se upala šele govoriti slovensko, za ki če tudi vsi sem fajno razumela, pero nič se ni govorilo, še je bilo šele prepovedano. Potem sem naredila moje študije in tako je šlo naprej. In počaso ljubezen za mojo zemljo in tiste reči, ki so me ganile noter, so rasle. In tako, da sem prišla
Sem študirala v Vidnu, potem sem šla na univerzo v Benetke, sem se diplomirala in po času na tisto pot sem tudi bila zmeraj prisotna na druge društva in tako. Sem bila zmeraj vezana na umetnost, tako da je Beneška galerija, Anci društvo umetnikov, sem bila puno let tudi predsednica in tako po času se je razvilo, dok nisem začela, kar se je rodila moja hči Vida, delati tudi postajo Topolove, v Topolovem. Topolove je vas, ki je prav na meji, 300 metrov recimo od meje. In v Benečiji meja je gorila, če tudi mi smo mučali, meja je gorila. Pri meji se ni moglo ne slikati fotografiji, ne snemati video. Vse je bilo tako hudo, da kar prej Aleksej je pravil, da ljudje so se izseljevali, se niso samo izseljevali, za dela ni bilo, res, delo ni bilo, ne. Obedan ni pomagal, da to bo. Projekt, recimo, je bil to, da se sprazne Benečija. Hladna vojna je prašala to, da se sprazne ta teritorij. In sem pravila, da meja je gorila. Meja je na eno kri, je klicala in na drugo kri. Mi smo že bili tisti malo strašeni, ne, za kita, kar biti Slovenci je pomenilo v Italiji, ne, se je pravilo, da je enako kot biti komunisti, ne, to se je pravilo. Ti si, so mi pravili meni moji, ti si na komunista, Tina, te nočemo, ne, to je bila. Cajt od vojne, cajt od tiste hladne vojne je bil prav posebni čas, cajt pri nas. Tudi za me tudi malo v strahu smo, istam, ker sem bila Mikena san v strahu živela, ne. Vse je bilo hudo in za nas, sem pravila prej, da Aleksej je pravil, da so hodili gledati delo, ampak so tudi šli proč za ki naše korenine, naša kultura, naš jezik je bil za človeka, ki sramotnega. Ni vajalo nič, ne samo. Je bilo tudi hudo. Ti se sem pravila, moja mama me je imela rada, kar me ni učila slovensko. Kjera ni mogla ne razumeti, kaj je dobro ali kaj ni dobro. Pot je bila tista, za iti daleč. In tako, po času in več nazaj sem prišla do moje in ne samo v teli vasi Topolove sem začela, kar se je rodila moja hči, kar sem pravila prej, delati skupaj z drugimi, postajo Topolove, oziroma en festival, če tudi festival ni, smo začeli povabiti v teli vasici, ki je imela takrat 50 prebivalcev, kar med vojnoma jih je imela 400, ne, se je bila skoraj spraznila in na to smo začeli delati z sodobno umetnost in smo začeli klicati umetnike iz celega sveta in smo vprašali, da oni se poklonijo na našo zgodovino, naj se poklonijo na vse tiste, ki so nam ukradli, naj se poklonijo na tisto tišino, ki je bila host, ki je rasla, ki je bila beseda, ki ji ni več govorila, ki so bile hiše prazne, ki je bila tela hrbida, ki je rasla in tela host, ki je ratovala zmeraj buj gosta, kot tudi se vide v prelepim filmu od Gregorja. Tako da s telo našo postajo, želja je bila ta za narediti v eni vasi na konc sveta, če se jo je gledalo od našega kraja, eno postajo, en prostor, kjer se pride in se gre in se govori kot po celim svetu in se študira in razvijajo reči kot po vse rod. Smo hoteli biti normalni ljudje,
živi in tudi veseli. In tako je trajalo puno, še zdaj, 27 let potem, ko smo začeli, je še lepo staja život v Polovem in pridem do Smoja, do muzeja. Za ki moja pot je tela in sem pravila, in ti si mi vprašal, kako je postal muzej in zakaj ta smo, ne, mi smo htjeli ga klicati vsi mi, ki smo delali, nisem bila seveda sama, ma smo dali to naslov v muzeju, ne samo kot slovensko multimedialno okno, ampak mi smo se tle rodili, smo in chcemo biti. In smo je en drug korak mojega raziskovanja in življenjsko delo, recimo, ker v tistem prostoru sem tudi in nazaj želela, da dobimo nazaj besedo. Beseda je ena beseda, ki bo govorila in ker mi se bomo nazaj, mi bomo znali govoriti danes kot danes od naše, od kaj smo, kje smo, za ki je vse zapuščeno, za ki je tako težko delati, za ki mi se branimo za naše reči, kje je lepota, ker lepota se tudi skriva, kje je naš jezik, kar če se gre po beneči, je naraviti tišina, tista, ki se čuje. Kere so naše besede, za ki imamo tajšne toponime, za ki muzika, ona nam pravi od krajine, ne, tako natančno, ona se razvija, če se gre od Mangarta recimo do zaliva, za ki ta muzika je različna, za ki vsaka. In tako tako smo gledali na našo zemljo, kot da ima 7 krajini, ne, malo različni in so različne, če tudi je zmeram beseda, ki drži vezano. Za ki beseda v beneči je, ne samo v beneči ima tudi v naši celi deželi, recimo na meji smo vsi Slovenci. Tanto zares, no besedo, Slovenci prihajajo, kjer smo mi, v Beneči, in jih omenuje že Pavlo Diakono v svoji zgodovini. Pavlo Diakono je bil Longobard 8. 7. stoletja in smo bliže Atu. Tako da mi v tem kraju, tem muzeji, zmeraj v tajšni tišini, ker je res, muzej je sodobni muzej, če zapremo baton, muzej je samo ena soba, ki ne pravi nič, ampak če pržgemo baton, začne govoriti. Niso zbrane reči, ampak samo video, glasovi. Muzej pripovedovanja. Ja, je muzej pripovedovanja, ker mi potrebujemo to. Povedati, prepovedovati, iti proti, biti gostoljubni, nazaj se vrniti, nazaj biti, ne? Nazaj, ne vem, kaj ti moram še reči, ker res je moje življenje to. In tudi, kar prej Aleksej je govoril od tistega fenomena izseljevanja, ki je bil huziranje, naši beneški možje in mladi možje, ki so hodili prodajati te svete podobe po celim slovanski svet, oni so znali, kaj je gostoljubje, oni so bili gostoljubni in potem s hladno vojno smo ratali ne vic gostoljubni, ker se ni moglo vic imeti stiko, ne, imeti kajšanu, ki ti pride gledati v hiši. Je bilo vse tako pokontrolirano.
se je tako antropološko vse spremenilo. In tudi z muzejem se mi zdi, da je želja moja je bila tudi dokazati, kaj smo bili, kaj smo še noter, kajšni smo, ne samo naša bogatija kot recimo kultura in znanost in te stvari, ki vsi imajo. Ma mi tiste, ki želimo fajno povedati je, da želja je nazaj biti odprti, gostoljubni, ne to. Na Nokri sem študirala na Žižek, kar je pravil, da se je vprašal, kaj sanjajo Američani, ne, v eno knjigo. Jaz se vprašam, kaj sanjamo mi kot Benečani. Kere so naše sanje? Za me naše sanje so tisti, da bomo spoštovani, da kajšan nas prepozna nazaj in da utegnemo biti mi nazaj, ne samo na puno vic nazaj živeti atoma, tudi ki pride odzad, naj se vrne, tiste, ki mi notar v sebi malo smo zgubili. In na to moramo še delati. Prej si rekla meja, ne? Ta meja ni ravna črta. Ne? To je področje, do katerega pridejo slovanski jeziki. Ne? In to je tako čudno nedefiniran kraj, ki teče, kako se reka, ti od Mangarta do izliva Soče. In jaz sem ga zmerno doživljal kot kraj medsebojne penetracije v vseh najbolj plemenitih pomenih te besede, ne? Ker tudi jezik je kontaminiran. Mislim, je kontaminirana slovenščina, je kontaminirana italijanščina. Jaz, kadar poslušam tebe, vedno postanem dobre volje, ko rekel, ko slišim, kje jaz narobe govorim, ne? Ko rekel, kadar govorim o Ljubljani, ne? In pa sem se naučil, tako zelo lepo, ne? In tle, ampak ta jezik, ki ga govorijo ob meji, oziroma te slovenščine, ki govorijo ob meji, zaradi katerih se zelo lahko naučiti arabsko, zato ker ima guturale in diftonge, ne? In tam je. Zdaj bi jezikoslovca, doktorja Janoša Jezovnika vprašal, kaj njegova znanost vidi v tem jeziku na meji. Zakaj je za vas to področje inspirativno? No, pač govorili ste o meji, a ne, dejstvo je, da tam je najzahodnejši del avtohtone slovanske poselitve še danes, a ne, seveda pač, če govorimo o migracijah, potem je Slovane, Slovence odneslo na vse konce sveta, ampak tista avtohtona naselitev v 6. do 7. stoletju se je pa na zahodni strani ustavila tam. Še v Nemčiji smo šli mogoče malo zahodne, ampak tista govorica tam se je izgubila. Benečija v širšem pomenu gre za Terske doline, za Nadiške doline, nekateri prišteva zraven celo Šerezijo. Pač gre za dve gorati področji, kot je kolega izpostavil, in nekako med to geografsko razliko pobočje ravnina, tako se je zgodovinsko tudi ustalila jezikovna meja med romanskim pa slovanskim svetom. Se pravi, nekako v hribovitih predelih so prevladali, so se poselili Slovani. Langobardi, ki so se pa pred njimi umikali, so pa na vznožjih teh hribov postavili tako imenovani langobardski limes. Se pravi, to je bil utrjen sistem nekih utrdb, ne zares zidov, pač pa nekih utrjenih postojank, s katerimi so v bistvu blokirali prodor Slovanov naprej v Furlansko nižino. Langobardi sami so relativno hitro se zlili z avtohtono romansko populacijo, pustili nekaj jezikovnih sledi, ampak načeloma pa potem od recimo skoraj že obdobja poselitve ali pa zagotovo potem 7. ali pa 8. stoletja dalje, pravzaprav je pa tam tisočletna jezikovna meja med furlanščino, ne italijanščino, in slovenščino, slovenskimi narečji danes. Furlanščina je namreč romanski jezik, ki se kot manjšinski jezik govori v
v Furlaniji, v Ilirski krajini. Približno milijon in pol govorcev ima, po nekaterih ocenah mogoče malo več. Je pa bolj soroden ladinščini in retoromanščini v Švici, kot pa recimo italijanščini. No? In z italijanščino pravzaprav pridejo prebivalci, govorci slovenščine na tem območju v stik šele precej kasneje, nekako v 15. stoletju, ko ozemlja Oglejskega patriarhata pripadajo Beneški republiki in takrat se vzpostavi kot nek uradovalni jezik beneško narečje italijanščine, medtem ko s to knjižno italijanščino, ki je pa danes dominantni jezik tudi na tem območju, so pa pač v stiku dobrih 150 let, torej od združitve Italije oziroma od priključitve tega območja takrat kraljevini Italiji, to je bilo pa leto 1866. In še v tem kontekstu je pravzaprav italijanščina se začela pojavljati samo kot uradovalni jezik in pa kot jezik šolstva, kot jezik poučevanja, ampak hkrati kot seveda potem tudi v skladu s to ideologijo en jezik, ena država, ki je bila ne samo v Italiji, ampak tudi širše zelo razširjena v tistem času, je pač absolutno zelo hitro prevladala. In zdaj recimo, če govorimo o tem mešanju, pa zagotovo seveda mešanje je obstajalo in nedvomno so bili vplivi in furlanščine na slovenska narečja in slovenskih narečij na furlanščino posebno pač objektivni in precej intenzivni. Res pa, da slovenščina kot jezik ni organsko prodrla dlje od Čedada bolj v ta nižji del furlanske nižine, se pravi v 11. stoletju nekako imamo neko sekundarno kolonizacijo po vdoru Madžarov, ki tisto območje povsem uničijo in depopulirajo in potem so se neki govorci slovenščine tudi naselili tja, ampak pač to se ni nekako obdržalo bolj kot v toponimih, se pravi so se zlili s preostankom teh tudi prvotnih prebivalcev, drugih kolonizatorjev. Mogoče je vredno nekaj povedati o samem nadiškem narečju, ki ga tudi mestoma slišimo v filmu. To je narečje primorske narečne skupine, zato vam je verjetno tudi pozveno tako blizu, kot pravite. Genetsko gledano, razvojno gledano bi lahko rekli, se uvršča v beneško-kraško narečno ploskv, se pravi je zelo blizu recimo narečjem, kot se govorijo na Krasu, ali pa ob soškemu narečju, v Posočju, na Bovškem, pri Kobaridu. Ima pa te značilne diftonge, namesto recimo nekaterih, v knjižnem jeziku bi imeli tam v nekaterih primerih oski e ali recimo oski o, slišimo pa namesto tega ta značilni ije, u, rečemo lijes ali pa slišimo nuas, da se nua je že lepua, suhua in tako. Tudi naglasno mislim, da smo uspeli slišati, da je dokaj arhaično tole narečje, slišimo recimo precej mešanega naglasnega tipa, ki se ohranja, slišimo pač končniški naglas, ona je rekla, ali pa recimo, da je žena, je teta, kosa, se pravi tam, kjer bi pričakovali v knjižnem jeziku naglas na korenu in široki vokal, imamo tam pač končniški naglas še vedno. To je precej, recimo v slovenskem kontekstu je to še kar arhaična značilnost. To mešanje, ta recimo temu sovplivanje, nekateri bi rekli tudi v modernem času asimilacija, se pravi vpliv romanskih jezikov na slovenski jezik, na slovenska narečja tam, se pa intenzivira pravzaprav dejansko tudi z začetkom teh migracij, nekako to obdobje sovpade, to je recimo zelo intenzivno seveda po priključitvi v drugi polovici 19. stoletja, potem pa zlasti v 20. stoletju in kar je zanimivo, ne toliko v času fašizma, kot bi sicer pričakovali, pač pa toliko bolj v času po drugi svetovni vojni. Za to območje, to je treba tudi še enkrat poudariti, je od nekdaj značilna dvojezičnost ali pa tudi trijezičnost. Pri starejši generaciji danes recimo se da pač govorijo slovensko narečje, govorijo ali pa se razumejo furlansko narečje, ki je stično in pa jasno govorijo italijanščino. Ti idiomi, ti jezikovni kodi pa niso v enakomernem razmerju. Se pravi, govorimo o diglosiji. To pomeni, da če se govorec znajde v nekem govornem položaju, kjer je pričakovan uradni jezik ali pa je to recimo temu
s terminom jezikoslovni bolj prestižna domena, potem pač preklopi v drug jezik. V tem primeru je to italijanščina. Večinoma imata pa nižji status slovensko narečje in pa furlansko narečje, ki sta ohranjeni oziroma ki sta rezervirani recimo za domače okolje, za bolj pogovor. Tudi, mislim, stvar je povsem pragmatična, ne toliko racionalna, preprosto, če človek nima ozaveščenega nekega besedišča, ki ga ponuja knjižni jezik in ki omogoča neke te, bom rekel, kompleksne interakcije, ne? Kako bomo recimo, če nismo se nikoli naučili, kako naročiti ali pa kako se pogovarjati z uradnikom na okencu v slovenščini, pač kako bomo to storili, bomo seveda preklopili italijanščino, ne? No in ta asimilacija je, kot sem rekel, kot uradovalni jezik italijanščina prišla po letu 1866, potem je pa čedalje bolj napredoval ta proces. In imamo neke ocene, zadnji popis prebivalstva, ki je na tistem območju preverjal tudi jezik, ki ga govorijo prebivalci, je bil leta 1921, od takrat dalje so v bistvu samo neke ocene in pač po nekih ocenah je v leta 21, se pravi po tem popisu, ja, no, je na območju Nadiških dolin 97,6% ljudi govorilo v slovenskem narečju. Potem imamo pa oceno iz leta 75, ki pravi, da je slovensko narečje govorilo 41,7%. To pomeni, padec je več kot 50%. Do česar pa pride iz več razlogov, ni vse samo neka taka nasilna asimilacijska politika, čeprav je dobro dokumentirana, kot je gospa Rutar pripovedovala, pač mislim, da so zelo znani primeri. Če so otroka upisali v slovensko šolo v Trst ali Gorico, se je jasno dogajalo in tudi jaz sem na terenu naletel na takšne zgodbe, da so njegovo družino recimo ekonomsko bojkotirali, to se pravi, da so šli namesto k temu mizarju, ki je upisal otroka v slovensko šolo, pač preprosto v sosednjo vas k mizarju. Iz Barda mislim, da je znan primer, kako so v cerkvi v bistvu ekskomunicirali 14-letnika, ki je bil poslan v Gorico v šolo, takšne zadeve. Ampak ne samo to, veliko pripomore seveda depopulacija, ki nekako z desetka sporazumevalni kontinuum, se pravi, če ni ljudi, se jezik ne more govoriti, ker rabimo govorce, da interagirajo med sabo. Veliko recimo naredi tudi sprememba v načinu zaposlovanja, v načinu dela. Če so bili prej otroci doma, večji del pri hiši, če je bilo to gospodarstvo pretežno kmečko, potem je tudi komunikacija potekala v tem narečju. Če pa so starši naenkrat pač začeli hoditi v službo in puščali otroka v vrtcu, ki je pač bil organiziran zgolj v italijanskem jeziku, je seveda ta otrok spregovoril potem doma tudi samo italijansko. In danes recimo imamo primere, ko najstarejša generacija obvlada narečje, srednja generacija ne obvlada narečja, potem pa pač po zaslugi recimo špeterske dvojezične šole in inštitucij okrog nje, najmlajša generacija spet začenja govoriti v slovenskem narečju. Se pravi, ta vpliv izobraževalnih ustanov je bil pri jeziku pač bistvenega pomena. In hkrati potem seveda v modernem času bolj masoven vpliv medijev italijanskih, zlasti po potresu, recimo v obdobju prenove, to je bilo leta 1976, potem pride tudi nova tehnologija, pride televizija, skoraj vsako hišo in sedaj potem ta vpliv toliko bolj močan. Ampak to je področje dveh jezikov in tudi jezikovne zadrege, ker meni, kadar stopim čez mejo, in to je do Tržiča pa do Vidma nekako, sem vedno negotov. Grem v kavarno in bi rad naročil kavo in zdaj gledam človeka in poskušam uganiti, v katerem jeziku se spodobi ga nagovoriti. Ga ne mu rečem, dam jim kafe, ali ne mu rečem, oprostite, lahko dobim eno kavo. Ker bojim se česa, tega, da ga bom nagovoril v italijanščini in bo on pogledal, ko pač budalo nezavedno, kaj govoriš Slovencem italijansko, ali pa da bom pri Italijanu naletel na prazen pogled. Problem se da rešiti. Jaz priporočam kafe Vittoria, Piazza Vittoria na Travniku v Stari Gorici,
kjer je natakarca iz Nigerije. Ne? Tam ni dilem, govori popolno goricijanščino in je tam ni nobene zadrege. Ne? Ampak to je dvojezičnost. Ne? V Istri sicer je IDS imel prelep slogan, da najslajši poljub je dvojezičen, ne? Se mi meni že tle jezik zaplete. Ampak tako, oni imajo svoje probleme, ne? Tle pa je dvojezičnost je zanimiva, ne? Zato ker so jeziki markirani na eni strani s cerkvami, ne? Kjer se govori slovensko ali pa ne, ali pa včasih, recimo v Gorici, se v stolnici, ne na travniku pri jezuitih, se v stolnicih v soboto za veliko noč ob 6. zjutraj je slovenska maša. Ne? Stolnica je italijanska cerkva, ampak ob 6. zjutraj slovenska maša. Ne? Grejo tudi komunisti tja, zato da zasedijo teritorij, ne? Ker je politično dejanje. Ne? Šole so pa na nek poseben način potekajo v dveh jezikih, ne? Tudi slovenske šole. In tudi v Špjetru Slovenov, ne? V središču tega, ki se nam je danes tle naredilo, da je pač središče sveta, ne, je dvojezična šola. Ne. Gospa Živa, bom priimek izpustil, je prva ravnateljica slovenske šole v Špjetru Slovenov, ki ima tudi italijansko ime, ne, San Pietro al Natizone, zveni popolnoma nenaravno. In vas bi vprašal, vi ste tako rekoč ustanovili, vem, da boste skromno rekla, ne, jaz sem bila samo prva ravnateljica, ne, ampak vi ste tam ustanovili šolo, ki poteka v dveh jezikih. Ne. In mi poznamo v Ljubljani šolo v dveh jezikih, samo te šole za tujce. Ne. Tako drugo pač poteka v slovenščini, ostalo so sekundarni jeziki. Ne. Vi pa, če jaz prav razumem, kako to deluje, pa me popravite, imate dva primarna jezika v resnici, ne, okolja, slovenskega in italijanskega. Kako to zgleda? Kako je videti dvojezična šola nekje blizu konca sveta, kakor je rekla Donatella? No, morda... Pa če še vi poveste uradno ime vaše šole, ki je prelepo. Dobro, torej zdaj je državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič. Pač poimenovana je po Pavlu Petričiču, ki je dejanski ustanovitelj in duša te šole, torej človek, ki je tako prišel do te zamisli in ko jo je prvič izrazil, jaz se še živo spominjam tiste seje v Čedadu, smo vsi debelo pogledali in rekli, kaj pa ta Sanja. Ne? Potem mu je pač uspelo prepričati nekaj ljudi, med temi tudi mene, ki sem pač dobila potem to zadolžitev, da nekje pomagam pri organizaciji. Nekje bi se navezala na to, kar je kolega Januš rekel, ne? Namreč ta proces asimilacije oziroma zamenjave jezika v družinah, res je, da je do tega prišlo predvsem po drugi svetovni vojni. Nekje ključno je pa bilo pri tem odpiranje vrtcev po vaseh. Dokler so otroci bili tam do 6. leta doma, se je, bi rekla, ta slovenska narečna komunikacija precej utrdila in je italijanščina pač šolo prišla zraven. Takrat, ko so pa že pri 3 letih začeli pošiljati otroka v vrtec, so pa starši prišli do odločitve nekje, da od vsega začetka z otrokom govorijo italijansko. Ne? Čeprav je komunikacija med starši potekala slovensko. No, to je bil... To opažanje, recimo, je bil eden od razlogov, da nismo takrat začeli šolo, ampak z vrtcem. Ne?
Spodbuda je bila pravzaprav v teh popotresnih dogajanjih. Če se spomnimo, po potresu leta 1976 je Slovenija priskočila Benečiji na pomoč zlasti strokovno, se pravi z gradbenimi inženirji, ki so hiše popravljali tako, da so obstale, medtem ko so tiste, ki so jih poflikali alpinci, ob naslednjem sunku šle, nekako. Zdi se, da je to nekje spremenilo pogled ljudi na Slovenijo oziroma Jugoslavijo, da se je pač pokazala v drugačni luči in takrat je tudi nam v okviru študijskega centra Nediža uspelo prepeljati čez mejo na počitnice več kot 150 otrok. To je bilo nekaj izrednega, nepopisnega, mislim, nepričakovanega in prav iz tega je nekje nastala ta ideja, da lahko ponudimo temu okolju nekaj več. Šola je tako nastala kot zasebna struktura, napol legalna. Otroci so formalno bili v družinski, mislim, so se izobraževali v družini. Ob koncu šolskega leta so delali izpite na državnih šolah in to je šlo kar naprej nekaj let. Začelo se je seveda zelo, zelo skromno s skupino 5 oziroma potem 10 otrok in družin, ki so bile za njimi in je počasi iz leta v leto raslo, tako da je ta dvojezična šola danes, bi rekla, največja šolska ustanova na območju Nadiških dolin. Seveda nismo se odločili za enostavno presajanje šole s slovenskim učnim jezikom, kot jo poznajo Tržačani in Goričani, ker se nam je zdelo, da je to prehud šok za okolje in smo se odločili za ta dvojezični model, kjer sta pač oba jezika nosilca vzgojnih in izobraževalnih procesov nekako enakovredna po času, po pomenu, s tem, da v osnovni šoli na razredni stopnji poteka v obeh jezikih pouk vseh predmetov, ampak po modelu ena oseba, en jezik. Konkretno to pomeni, recimo, da imajo za matematiko 2 učitelja, eden poučuje v slovenščini, drugi v italijanščini. Skregana med seboj seveda ne smeta biti, ker morata stalno komunicirati in usklajevati svoje delo. No, na tako imenovani nižji srednji šoli, to je razredna stopnja, ki smo jo uvedli šele v tem tisočletju in ne tako zlahka, bi rekla, pa smo se odločili za pouk nekaterih predmetov v slovenščini, pouk drugih predmetov v italijanščini. Seveda, če ocenjujemo recimo jezikovno znanje teh naših otrok, vidimo, da tudi po 11 letih, če gre torej vrtec, osnovna, nižja, srednja šola, še vedno zamešajo kakšen sklon, še vedno porabijo italijansko besedo, ker jim slovenska ne pride na misel. Se pravi, da to, mislim, če gledamo z vidika izključno jezikovnega znanja, recimo lahko še veliko postorimo. Seveda upoštevati je treba, da je slovenščina največkrat samo v šoli,
V družinah je najpogostejša tista situacija, ki je bila prej omenjena. Stari starši govorijo slovensko, starši ne znajo, otroci se po želji staršev, ki so ugotovili, da so s tem nekaj izgubili, recimo si spet prisvajajo slovenščino, ne. Okolje je seveda bombardira z italijanščino, torej vse to je treba upoštevati. Naše organizacije, naša društva skušajo na različne načine zapolniti tudi prosti čas teh otrok z različnimi dejavnostmi. No, ampak kot pravim, če jezikovni rezultati niso še najboljši, mislim, da je pa izredno pomembno, da se veliko teh naših bivših učencev vključuje v naše življenje, da začenjajo med sabo komunicirati tudi v narečju, ki ga slišijo od odraslih, ne od starejših. Skratka, mislim, da je treba nekje to delo, te naše dvojezične šole meriti tudi tako, da si poskusimo zamisliti, kakšen bi bil jezikovni položaj, ko bi šole ne bilo, ne? Ker šola končno tudi kot ustanova, kot že samim svojim obstojem nekje utrjuje prestiž jezika, ne. Jezika, ki se končno tu bi malo popravila tvoja izvajanja, ne, ki se končno le počasi, čeprav samo na našo pobudo, na pobudo Slovencev, vrača v javnost. Se pravi, začenja nekje prodirati tudi na tiste položaje, ki so bili rezervirani za italijanščino. Tu pa tam le kakšen župan spregovori tudi slovensko na uradnih prireditvah. Nenazadnje bi pa omenila bogato literarno, zlasti gledališko in pesniško produkcijo v narečju, ki se razvija v zadnjih desetletjih. Pa, prej ste rekli, da pri matematiki učite v slovenščini in italijanščini. Sklepal bi, da pri matematiki mogoče matematika v slovenščini se ne zelo razlikuje od matematike v italijanščini. Približno gre za isto stvar. Ampak kako je pri teh bolj delikatnih predmetih, recimo pri zgodovini? A je zgodovina v slovenščini ista zgodovina kot zgodovina v italijanščini? Torej, bi rekla, da na tej začetni stopnji, predvsem na razredni stopnji, je ta zgodovina zelo, zelo splošna in gre za neke, ne vem, mislim, gledam Petra Vodopivca, ampak verjetno bi tega niti ne kazalo imenovati zgodovina, ne? Gre bolj za ene zgodbe, za ene slike iz preteklosti. Žal po učnih načrtih oziroma smernicah moramo začenjati od najstarejših obdobij, ne, se pravi, da tam 7-letnemu otroku govoriti o pračloveku pa o kameni dobi, mislim, da je tako vseeno, ali je slovensko ali je italijansko, ne. Potem, ko na predmetni stopnji začnejo te stvari bolj resno, imamo zgodovino in zemljepis v slovenščini, s tem, da je seveda določen poudarek tudi na italijansko zgodovino in na zemljepis Italije, ne, ker recimo v drugi srednji imajo deželo Italijo in Slovenijo nekako, ne, kot učno vsebino. Pa slovensko šolstvo v Italiji, ne, na Tržaškem in Goriščem, je monumentalna zgradba, ne.
proizvaja tudi mite. Boris Pahor je slovenski pisatelj, ne, ampak je celo življenje je živel od tega, da je učil italijansko literaturo slovenske dijake v slovenski šoli v Trstu. Ne. Ta ni linearna pot med jeziki. Ne. Ampak zdaj v pogovorih z manjšino je vedno prisotna skrb, da to ne bo dolgo trajalo, ne, da je slovensko šolstvo minljivo v teh krajih. Ne. Vaša zgodba je drugačna, ne? Vi ste šolo začeli kdaj, leta 85? 84 z 10, ne? Danes jih je skoraj 300. Samo da tukaj gre za različne momente. Ne. Mi smo seveda rasli, ker prvič smo imeli samo en oddelek vrtca, potem 2, potem 3, potem 1. razred, potem 1., 2. Se pravi, da so se dodajali letniki. Dobro, po drugi strani je tudi si šola naredila, tako bi rekla, eno dobro ime in so nekateri začeli zahajati tudi zaradi tega. Zlasti je bil in je še kar precej močan priliv tudi furlanskih družin, ne? Se pravi otrok, ki nimajo nič skupnega s slovensko skupnostjo. Ne? Nekaj podobnega se dogaja tudi na Tržaškem in Goriškem. Ne? Prej se je začelo na Goriškem, na Tržaškem morda najkasneje. Ampak to so pač izzivi sedanjega stanja. Tudi čistih slovenskih družin skoraj da ni več. Ne? Velikokrat so zakoni mešani. Jaz za Nadiške doline pravim, da bi bilo morda tudi biološko nezdravo, če bi se samo med sabo poročali. Ne? Verjetno ni to pametno in se pravi, da je ta naša, mislim, po eni strani gre za demografski padec, ki je ne samo v manjšini, ampak tudi pri večinskem prebivalstvu, se pravi, da šole imajo vedno manj otrok nekje. Po drugi strani ima tako naša dvojezična šola kot slovenska šola na Tržaškem in Goriškem ta, bi rekla, rezervni bazen ljudi, ki ali niso Slovenci, ali so bili Slovenci pred nekaj generacijami in se vračajo v ta prostor. In primerov je nič koliko, ne? Otrok iz italijanskih družin, ki so se povsem uživeli v slovensko okolje. Se pravi, da ta moment, to je nekje en tak varovalni ventil, ne? Vi se obrnil na režiserja, ki nas je sem spravil skupaj z doktorico Martino Bofulin, ki je organizirala to srečanje. Ti moraš, doktor Kalc odhaja zato, ker ima neodložljive obveznosti, pa ne bom povedal. Zgodbe teh Kostanjevih gozdov so tudi večjezičen film. Ne? In je, tudi že v Novi Gorici je večjezičnost produktivna. Mislim, to je, o jeziku pogosto govorimo kot o ogroženosti jezika, kdo govori, ampak v resnici je tako, če v Novi Gorici znaš italijansko, izražaš kulturno superiornost nad fašistom, ne, ki ne zna tvojega jezika in pač mu razlagaš reči, no, kapišem tubo. Tudi obratno je lahko res. Ne? Ampak zdaj v resnici je redko, da dobimo film, ki teče v več jezikih in to je popolnoma enakopravno, ko se sploh ne ozre na to, da ljudje govorijo različne jezike, pa vsi vse razumejo. Ne? Je to nastalo namerno ali je pač nastalo zato, ker je film nastal v tem okolju?
Ne, mislim, to je seveda nastalo namerno. Zdaj, to je, kot si rekel, redko in je res redko tudi v svetovnem smislu, zato ker razen Francije, ki je pač nek narod filmsko, bi rekel, nadčloveški in razmišlja, da je v bistvu bogatstvo filma tudi govor drugih držav, ne? In podnaslavlja filme. Moramo vedeti, da Italijani, Nemci, Američani in tako dalje v bistvu nadsinhronizirajo filme. Se pravi, skoraj nemogoče je, da ti vidiš film v več različnih jezikih. To je v bistvu nemogoče. Mi Slovenci smo premajhen narod, da bi si nadsinhronizirali filme, ne? Tako da smo navajeni brati podnapise. Ampak v vseh teh večjih državah, izvzemši Francijo, je pa tako, da se rigorozno še vedno filmi nadsinhronizirajo. Tako da ja, to je redkost. Nam je seveda bilo važno, da v filmu se govorijo različni jeziki, zato ker je bila tudi to edina resnica, ki sem jo jaz tam doživljal, ne? Tako da to je bil predpogoj. Zdaj seveda ta razmerja, koliko je enega jezika, koliko je drugega, so se zgodila tudi malo v montaži, malo, mislim, na to se ne da, bi rekel, vplivati, tudi če bi človek želel, ko delaš umetniško delo, ne? Umetniško delo ne more biti ne didaktično, ne politično, ne? Ker potem v nekem neposrednem smislu se mi zdi, ker potem v bistvu žrtvuješ neke stvari na račun nekega sporočila, ne? Tako da, ja, mislim, da je moj oseben pogled na to je, že s tem, kar si prej rekel o Novi Gorici, razumem foro, ne? Ampak je ne čutim za svojo, ne? Zato ker recimo se mi zdi, da sem že predstavnik neke generacije, mogoče, ki sem rojen v 80-ih in pol, da dojemam mejo z Italijo kot blazno prednost, ne? Se pravi, zame osebno, ne, govorim, je to, da sem odrastel na meji z eno tako veliko kulturo in zanimivo kulturo, da ni samo ta majhna kot slovenska kultura, zame je bilo to zelo osvobajajoče, ne? In jaz tudi govorim perfektno italijansko, govorim tudi angleško, nemško, francosko in tako naprej. Skratka, se mi zdi, da ko smo delali zgodbe s Kostanjevih gozdov, smo razmišljali zelo mednarodno, ne toliko lokalno, a ne? In zaradi tega je tudi film mogoče komu ob meji lahko tudi problematičen, ker je zelo abstrakten v nekih določenih stvareh, a ne? Ni poučen o nekih zgodovinskih dejstvih, ker nikoli ni želel biti, a ne? Ker je v bistvu bolj parabola kot neka zgodovinska rekonstrukcija. Mislim, meni lahko povem kot anekdoto glede jezika, dve anekdoti sta mi zanimivi. Ena je, da en mojih boljših prijateljev iz teh krajev, ki je pomagal ogromno filmu, podobno kot Donatella, je Alvaro Petričik, sin Pavla Petričika. Z njim nikoli nisem govoril slovensko, ne? In on tudi doma nikoli ni govoril slovensko, ne? Tako, to so neki paradoksi, ki jih je zelo težko pojasniti, ne? In jaz nisem niti poskušal jih objasnjevati, ampak se mi je zdelo, da ni tako pomembno, da je bolj pomembno, kar imajo ljudje za povedati, ne v katerem jeziku to povejo, veš. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi blazno zanimiva na to, kar je prej gospod govoril o jeziku, se pravi o dialektih, ne bom pozabil, ko sem, v bistvu mislim, da je bil to že film Hej tovariši, kratki diplomski iz AGRFT, je bil sprejet v festivalu v Cottbusu. In v Cottbusu je, naj bi bila, vsaj jaz sem tako bral, skupnost lužiških Srbov. In jaz sem prišel na festival v Cottbusu, ki so ga seveda, bi rekel, vodili predvsem ljudje iz Berlina, ker to ni daleč od Berlina. In jaz sem začel spraševati, kje se da videti te luži, in noben ni vedel, o čem govorim, ne? Noben ni imel pojma, o čem govorim. Kršni Zorben, ne, to ne obstaja, to moraš iti dol v gost, bla, bla, bla. In jaz pol hodim po mestu in enkrat vidim, zdaj sem spomnil točno napisal, je bil slovenski, v smislu, da sem ga razumel, kot da bi rekel Srbski dom, ali nekaj tega, Srbski dom. Pač, to in grem noter in vidim, da je to muzej posvečen kulturi lužiških Srbov. In grem noter in začnem brati tiste njihove, v bistvu so bile pravljice in to, in sem videl, da razumem, da ta lužiška srbščina sploh ni imela veze s to srbščino, ampak je imela veze z beneščino na nek način. Jaz sem neke stvari razumel, mislim, to boš ti sigurno boš popravil, ampak jaz sem razumel ogromno in sem bil šokiran, ne, meni se je zdelo kot neka arhaična slovenščina. Do tega, da je prišla ena teta pol in je začela z mano govoriti v dialektu in sva se v bistvu razumela, a ne, jaz po briško, ona po in sva se razumela. In ona mi je rekla tudi to stvar na koncu, ne bom pozabil, a ne, glede na vaš muzej,
ki se mi zdi, da vi ste hoteli narediti točno to, kar si Donatella rekla, nek muzej, ki bi živel, ki ne bi bil samo neka shramba tega, kar je bilo, ampak ki bi komuniciral tudi s tem, kar se trenutno v svetu dogaja. In jaz sem jo malo spraševal, to gospod in rekla, se veš, če ti sred mesta postavijo muzej neki kulturi, ki naj bi tam nekoč bila, to pomeni, da te kulture več ni. In ona je zelo žalostno gledala ta muzej srpske kulture, ker so nas stlačili tle noter in tukaj lahko še govorimo tako, ker drugače nas petek noben ne šmirgla. Tako. A so na različnih koncih Slovenije film enak sprejeli? Ja, ma ne samo na različnih koncih Slovenije, mislim, jaz seveda, do mene pridejo več ali manj pozitivne kritike, to je treba vedeti, pač se mi zdi, da tiste negativne jih ljudje, hvala Bogu, zadržijo zase. Jih pol jih prebereš, ne, veš. Človeško srce se prije samo zlaskanje. No, lahko pa prebereš tudi negativne kritike. Zdaj imaš internet, lahko vidiš, kaj si ljudje mislijo, tudi ko jim film ni všeč. Ampak ne, kar je zanimivo, da v bistvu tudi v Indiji, tudi v Kanadi, kjer smo bili najprej s filmom, tudi mislim v Estoniji, kjer smo zmagali, so bili odzivi isti. Ne? In vidiš, da take doline, kjer je bil problem migracije, so povsod, to se tudi zdaj dogaja. Ne? In mislim, da tu ni absolutno nobene razlike. Ne? Pred 2 tednoma sem imel nek Skype, ker nisem mogel biti tu z gledalci v Ptuju. Ne? In oni so iste stvari govorili, ko v Novi Gorici se pravi. Iste te zgodbe, niso po mojem toliko zgodbe Benečije konkretno, ampak so neki arhetipski vzorci, ki so se dogajali povsod na nekih območjih, kjer so se dogajale takšne stvari, kot smo jih slišali iz prve roke tukaj. Se pravi, se mi zdi, da to nima veze, da bi Benečija bila bolj blizu zdaj nam tam, v smislu ne geografsko. Ne. To samo geografsko. Se mi zdi, da v bistvu te problemi so zelo univerzalni. Ne. Ja, lahko bi film posnel tudi v Beli krajini. Ali pa... To pa ne. To pa ne. Zato, ker to, kar pa je dragocenega, je pa ta specifičnost prostora, ne? To je to, kar kamera kaže, to pa ne moreš kar zamenjati z nekim drugim krajem. Ne? Če je bil film posnet v Beli krajini, bil čist drugi. Ne? Oni imajo te kostanjeve gozdove, oni imajo te neke običaje, to arhitekturo. Ne? Se je tudi zanimivo, ko je prej gospa omenila, da so slovenski, ste rekla, gradbeni inženjeri prišli pomagati. Pa se sprašujem, kaj so pa delili slovenski gradbeni inženirji na slovenski strani v Breginju, ker so sesuli vas in naredili kontejnerje. Ne? Mislim, a so bili bolj pridni čez mejo? Ne vem, mogoče. Ne? Mislim, ja, sem malo zgubil. Skratka, ta prostor, mislim, da film je absolutno tak, kot je lahko nastal samo tam. Zato, ker take te barve, ti prostori, kako so narejeni, način, mislim, ti boš po mojem bolj znala povedati od mene, kaj hočem povedati. Skratka, to pa je neka specifika prostora in ta specifika prostora potem doseže po mojem neko univerzalnost, ker ti enostavno gledaš nekaj in vzameš za resnično, ne? Čeprav je pravljica. Ne? Če ne bi bilo teh predpogojev, nekih specifik, to ne bi ti dojemal po mojem kot avtentično. In ko ena stvari ne dojemaš kot avtentično, je tudi ne slediš, ne jemlješ resno. Ura gre že proti 7 ali pa smo šli čez in jaz sem organizator, ki obljubil, da po 1 uri bom odprl prostor za vprašanja iz publike. In moramo pozoriti, da se prireditev snema, če ima kdo zadrego pred tem, da se ga bo slišalo in prosim.